Danes v novicah med drugim pospešena odprava posledic požara v Višnji Gori. Vrtec na Senovem že skoraj nared. V hospicu zagotavljajo podporo tudi v času epidemije. Dober večer. Mineva slab mesec od večjega požara na ostrešju stanovanjskih stavb v starem mestnem jedru Višnje Gore, s katerim so se več ur spopadali številni prostovoljni gasilci. Kako so se spopadli z odpravljanjem posledic škode, katera dela so izvedli po požaru in kako so porabili denar od zbranih donacij, pa smo dopoldne izvedeli na kraju dogodka. Eden od lastnikov nam je razkazal svojo hišo, v kateri so vidne posledice ognjenih zubljev. Goren štuk je bil najbolj na udaru, to se je pol tudi brez prostovoljcev pa gasilcev ne bi mogli tukaj na hiter, pač že zaradi sanacije. Zdaj je že malo boljše, ko imamo streho nad glavo. Prejšnji tedni so bili pa dokaj, bi rekel, stresni. 11 stanovalcev zdaj biva na začasnih naslovih. Odprava posledic ne bi bila možna brez solidarnosti in pomoči ljudem v stiski, je s hvaležnostjo poudaril župan Dušan Strnad. Čaka jih še precej dela do vselitve nazaj, a opravili so veliko delo. Danes so vsi tri objekti pod streho, statično so dovolj varni, da se lahko dela tudi v notranjosti nadaljujejo in pravzaprav ta prvi velik korak je bil storjen. V prvi fazi seveda naši gasilci, tule lahko rečemo junaško delo, obvarovali so center Višnje Gore. Svoje delo, je poudaril, so opravili strokovno in, kar je najpomembneje, zgolj z manjšimi praskami. Izkazalo se je, da gručasto naselje, kot je v Višnji Gori, ob požaru pomeni veliko nevarnost. Tako bomo delali naprej, da tudi ostale hiše se preventivno pregledujejo, dimniki in te zadeve, da ne bo prihajalo do nepotrebnih požarov. Zahvala gre vsem podpornikom akcije, je poudaril Strnad. Na transakcijskem računu Sveta krajevne skupnosti se je doslej nabralo skoraj 72 tisočakov. Tako od posameznikov, ki so množično darovali po svojih močeh, kot tudi od sosednjih občin. Občinski svetniki iz Škofljice in iz Ivančne Gorice so se odrekli sejninam, člani kulturnega društva Janez Cigler so zbirali sredstva z dobrodelno prireditvijo in še bi lahko naštevali. Sicer računajo, da bodo morali zbrati prek 100 tisočakov, razliko pa bo krila Ivanška občina, je dodal župan. V Krški občini pa v zadnjih letih veliko vlagajo v izboljšanje pogojev za predšolsko vzgojo. Zaradi prostorske stiske so lansko pomlad na Senovem začeli graditi nov leseni 8-oddelčni vrtec. S tem bo prostorskih zagad za vrtec, ki sodi pod okrilje senovške osnovne šole, za nekaj časa konec. Na Senovem je v predšolsko varstvo vključenih nekaj več kot 130 otrok, ki so razdeljeni v 8 skupin 3 starostnih obdobij. Seveda ne vse v isti stavbi, smo na 3 lokacijah. Sedaj z dograditvijo novega vrtca bodo vse skupine prišle pod eno streho in tudi tu bo 8 skupin pod eno streho. V novem vrtcu bo v 7 igralnicah povsem nova oprema, v eni igralnici pa bo oprema iz dozdajšnjega vrtca, ki je stara dobro leto. Še najbolj veseli smo pa to, da imamo veliko zunanjih igralnih površin, kar v starem vrtcu ravno ni bilo tako. Celoten vrtec, ki so ga zgradili z občinskim denarjem, je skupaj z opremo vreden 3,2 milijona evrov. Res pa je, da smo se odločili, da za vrtec nekako vzamemo, če rečem temu, sredstva 23. člena, tako da večino teh sredstev predstavlja povratna sredstva iz državnega proračuna. Pričakujejo pa tudi približno 400 tisoč evrov iz ekosklada, vendar jih lahko uveljavljajo šele po dokončani izvedbi. Ravnatelj senovške šole ocenjuje, da bo novi vrtec zadostoval za nekaj let.
Lahko pa se bo kakšno leto zgodilo, da bo tudi samo 7 oddelkov in ne 8. Tako da vrtec je kapacitivno dovolj dobro načrtovan. Srčno upamo, da se bodo na Sonovo priseljevale tudi mlade družine, ki bodo lahko zapolnile pravzaprav ta prostor s svojimi nadobudneži. Seveda si pa želimo na Sonovem tudi izgradnje kakšnih novih stanovanjskih kapacitet. V Krški občini je sicer letos na področju predšolske in šolske vzgoje predviden začetek gradnje nove leskovške podružnične osnovne šole in vrtca v Velikem Podlogu, vredne nekaj več kot 3 milijone evrov. V Brežicah so že lani februarja sprejeli proračun za letošnje leto. Zaradi epidemije COVID-19 je vlada z različnimi ukrepi, med drugim s povišanjem povprečnin, povišala prihodke občin. Več denarja je tako za naložbe, lokalne skupnosti pa so razbremenjene tudi določenih obveznosti. Vse našteto je precej spremenilo dinamiko naložb. Ob upoštevanju vseh sprememb so na zadnji seji sprejeli rebalans proračuna. Ta zdaj na prihodkovni strani znaša dobrih 34 milijonov, na odhodkovni pa dobrih 41 milijonov evrov. Za naložbe je predvidenih skoraj 20 milijonov. Tako se prenaša investicija mostu v Brežicah, kjer naj bi bil končan letos junija. Zato je bilo potrebno zagotoviti sredstva, prav tako most v Cerkljah ob Krki, lesen most, ki je prav tako naj bi bil končan nekje v juniju in je bilo zato treba zagotoviti sredstva. Želimo v letošnjem letu dokončati tudi predvsem prostore bivšega doma upokojencev, v katerem bodo prostori za stanovanjske skupnosti za starejše, delno pa tudi za društvo upokojencev in nevladno organizacijo Ozara. Začeli bodo z obnovo vodovodnega stolpa ter dejavnostmi za nadvoz v Brezini. Zato smo se dogovorili, da bo občina Brežice sfinancirala projektno dokumentacijo, kasneje pa bo ministrstvo seveda to vrednost te dokumentacije poračunalo pri tistem deležu, ki jih mora občina sofinancirati pri gradnji tega nadvoza. Dokončali bodo tudi vrtca v Dobovi in Artičah, za katera so v fazi naročanja opreme. Prav tako smo se odločili, da bomo dom v Malnicah predčasno končali. Bilo je predvideno, da se bi drugo leto februarja. Zdaj smo zagotovili sredstva, da bo se lahko že v letošnjem letu. Kljub negotovim časom zagotavljajo dodaten denar tudi za gospodarstvo in kmetijstvo, še dodaja Molan. Epidemija COVID-19 in ukrepi za njeno zajezitev so vplivali na krčenje gospodarske dejavnosti, kar je poslabšalo razmere na trgu dela. Število delovno aktivnih se je zmanjšalo, kriza pa je najbolj prizadela mlade, ki so pogosteje kot druge starostne skupine izpostavljeni začasnim zaposlitvam, so ugotavljali na spletni okrogli mizi na Novomeški univerzi. Poglejmo podrobnosti. O prilagajanju podjetij novim razmeram in položaju mladih na trgu dela so se šolniki pogovarjali s predstavniki gospodarstva. Delodajalci se v času krize poslužujejo tako imenovanega LIFO principa, torej last in first out, kar pomeni, da delodajalci raje odpustijo zaposlene, ki so bili pred kratkim zaposleni pri njih in med njimi so običajno pogosto tudi mladi. Okrogla miza, čeprav letos v drugačni obliki, je stalnica na Fakulteti za ekonomijo in informatiko. Razvijamo kompetence študentov in pa seveda prenašamo znanje in izkušnje naših gostov tudi širši javnosti. Želimo namreč, da je Univerza v Novem mestu center, ki je center znanja, center, ki izobražuje tudi širše, tudi na neformalen način. Tudi v sklopu kariernega centra dajejo poudarek pripravi študentov za vstop na trg dela. Ti se po besedah Mojce Blažič zavedajo sprememb, katerim prispeva epidemija. Pred to so podjetja veliko zaposlovala, mladi so hitro navezovali stike z njimi. Zdaj pa, ko je prišla korona, so bile najprej težave, sploh kako najti in opraviti strokovno prakso, ker so bile velike omejitve glede samega zdravstvenega stanja, nošenja maska, ali sprejemati študente ali ne sprejemati študente. No, te težave smo potem lahko razrešili. Med gosti okrogle mize je bil tudi Sašo Balkovec, ki meni, da preveč izpostavljamo epidemijo, ko govorimo o zaposlovanju.
Pač drugače je ok, neki varnostni ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati, ampak to so zgolj neki detajli. Menim, da kompetence se niso bistveno spremenile. Vi še vedno potrebujete podobne kompetence. Pomembne so digitalne veščine, računalniška pismenost pridobiva na pomenu, poudarja. In ravno tukaj vidi prednost mladih pri zaposlovanju. Med veščinami, ki so prav tako pomembne, je tudi socialni čut. V območnem odboru Slovenskega društva Hospic Dolenjske, Posavja in Bele krajine med epidemijo ves čas zagotavljajo podporo tako umirajočim kot žalujočim, smo izvedeli od strokovne delavke Maje Žagar. Seveda pri tem upoštevajo vse preventivne ukrepe, ključno je namreč pomoči potrebnim vseskozi stati ob strani. V hospicu spremljajo umirajoče in njihove svojce ter žalujoče, pri čemer prisegajo na osebni stik. V stiski se namreč moramo začutiti, poudarja Žagarjeva. Ko to v času epidemije ni bilo možno, smo vzpostavili toliko več stikov po telefonu. So ljudje poklicali, to so bili pač daljši telefonski pogovori. Ko se je vsaj malo sprostilo, smo začeli spet v živo, ampak z maskami, z razkužili, bom rekel, tukaj v pisarni in tudi na terenu. Dejstvo je, da smo se nekako odvadili o smrti pogovarjati in s tem posledično nam umiranje in smrt ne samo, da nam ne gresta z jezika, ampak se o njih enostavno nočemo pogovarjati. Zato je njihovo poslanstvo vrniti besedo smrt v življenje, dodaja. Med epidemijo nekaj časa ni delovala skupina za žalujoče, zato so se, nadaljuje, družili le prek Zooma, a ob sproščanju ukrepov skupina spet deluje vsak drugi torek v mesecu. Naši posnetki pa so srečanja prostovoljcev, imajo jih prek 10, ki jih epidemija ni ustavila pri njihovem poslanstvu. V društvu sem že 8-9 let. Spremljam umirajoče, pomagam pri bom rekla, detabuizaciji smrti kot dokončnega dejanja. Ozaveščanje o smrti je bistvenega pomena, poudarjajo prostovoljci, ki na taboru pomagajo tudi žalujočim otrokom. Velika vrednost vidim, da dobijo s tem, ko so v družbi z sebi enakimi, se pravi, so vsi šli čez neko težko preizkušnjo v življenju in že to jih takoj poveže, naprimer. In čutijo se sprejeti, čutijo se razumljeni, veliko lažje delijo potem svoje zgodbe. Na mesečni ravni nudijo podporo med 50 in 60 ljudem z Dolenjske, iz Bele krajine in Posavja. Največja dodana vrednost delovanja hospica je to, da ljudje imajo tukaj en varen prostor, kjer lahko spregovorijo čisto o vsaki svoji stiski, ker vedo, da jih ne bomo obsojali, da jih ne bomo spodbujali, naj čim prej zaključijo ta proces žalovanja, kjer lahko ta proces teče nemoteno. Pokažemo svoje čustvo umirajočim, mi nismo nobeni supermeni, ki bi stali in rekli, sej bo šlo. Ampak smo s tistim, ki umira, ga držimo za roko v fizičnem in duhovnem smislu. Skupaj z žalujočimi pa prehodijo pot od žalosti, obupa, depresije do novega smisla in veselja do življenja. In prav slednjega, torej veselja do življenja, naj vam prinesejo prosti trenutki ob koncu tedna. Ostanite v naši družbi, v novicah pa se naslednjič vidimo že v marcu.